Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, 15 let sem že tu v Državnem zboru in tako sem bil član raznih delovnih teles, preiskovalnih komisij in tudi vodil eno od odmevnejših preiskovalnih komisij oškodovanja družbenega premoženja. Tako da na takšne grožnje, kako bodo tvojo narekovajo, žal, tako so se izražali, smo tega cel kup, pa ne bom uporabil te besede, pobili in tako dalje, in žal imamo veliko. Pa vendar, kaj takšnega, kot se je danes zgodilo na preiskovalni komisiji, še nisem doživel. Tako nedemokratično, tako v nasprotju z poslovnikom, tako v nasprotju z vsemi normami, etičnimi in tako dalje, karkoli že, še se nobena poslanka ali poslanec ni obnašal. Do mikrofona, do besede, kot jo da predsedujoči, se pač ne pride tako, da se koga meče skozi okno, se ne pride tako, da se tistemu, ki nima besede, da se mikrofona ne izklopi. To, kar je gospod Tadej Slampnik danes zapisal, in sicer še pred tem mi je poslanec Pukšič, ko sem želel pojasniti razloge, zaradi katerih sem smatral, da ni pogojev, da začnemo z vsejo tudi fizično izklopil mikrofon, ni res. To je laž. Gospod Grims je začel z vsejo, gospod Slampnik je po minuti ali nekaj časa začel kričati, vpiti, vklopil mikrofon, brez da mu je dal besedo, skratka, enostavno ga ni mogel ugasniti. Ko sem sam želel proceduralno in ko je gospod Slampnik torej končal z svojim napadom verbalnim, mi je dal gospod Grims besedo in sem prosil gospoda Slampnika, sem rekel, prosim, izklopite se. Je rekel, ne bom se. Potem sem se vstal in sem šel jaz izklopiti mikrofon. Ko sem se... Mogoče ni znal, pritisniti. Prej ste rekel, da ga niste, da je to laž. Samo padam, potom se povečujem. Laž je to, kar je on napisal, da smo pred tem jaz izklopil mikrofon. Torej, šele po njegovem napadu, ko se je umiril, ko je končal, ni hotel izklopiti, ko sem jaz dobil besedo, ni hotel izklopiti mikrofona. Potem sem se vstal, mogel šel izklopiti, ko sem se vsedel nazaj na svoje mesto, je bil seveda mikrofon njegov ponovno vklopljen tako, da sam tega nisem mogel narediti. To, kar piše, je tudi laž. Da se je torej šokiran odzval, da se bom torej v tem primeru branil. Z eno besedo ni rekel, da se bi kaj branil proti Jelinčiču ali kakorkoli, ampak res je, da ga je želel torej verbalno povedal, da ga bo vrgel skozi okno in da je potepel. Poglejte, če so že predlagali za zaslišanje, da gre ven iz te komisije tako Černač kot Hrovat, in ko je proceduralna procedura tekla, bi seveda pač naj povedali, oziroma naj podprli Branka Grimsa za člana in seveda predsednika te preiskovalne komisije. Torej, kogarkoli bo sedaj pač SDS predlagal, seveda se to lahko zgodi kadarkoli. Mi trije danes tukaj lahko sedaj napišemo en papir, se pod njega podpišemo, brez obrazložitve, brez tega, to bi bilo nekorektno. To seveda zakonodaje ne moreš izkoriščati, bom rekel, kar tako ad hoc, za Levaniča, Slampnika in Andeliča, da se jih da iz komisije ven. In seveda to ni bilo korektno. Kaj je bil njihov cilj? Torej, vladna koalicija, čeprav moram povedati, ali pa vladni trojček, bolje da takole rečem, ker kolega Urh Anton je bil tudi izrazil, je svoje razočaranje in obsodil delovanje poslanca gospoda Slampnika. In tudi moram povedati, da iz vladnega trojčka tudi gospod Andelič je bil naklonjen temu, da se dogovorimo in zadovoljen z pojasnitvijo, ki jo je pripravil v pripravljalnem delu sestanka, da seveda nadaljujemo in danes zaključimo vse. Ampak nekateri so seveda imeli cilj in ko so torej izgubili oziroma videli, da ne bodo tega mogli izpeljati, da se prepreči zaslišanje gospoda Antona Ropa. In seveda, torej, ko
tega pač niso uspeli, so seveda tako živčno in tako, bom rekel, nedemokratično, v nasprotju z vsemi pač nastopali. Jaz seveda obsojam takšno dejanje in resnično bodo morali tudi v poslanski skupini zares razmisliti, ali še sploh kolega primeren, da hodi na te seje, oziroma ali bodo predlagali tudi sami znotraj kakšno zamenjavo. Če dovolite, preden odpremo vprašanje.